računalničar je stereotipično nek človek, ki je recimo tako oddaljen, zasanjan, zaprt vase, ampak to je bilo mogoče leta 1970. Zdaj so računalniki povsod okoli nas, v vsakem hišnem opravilu je noter zraven en računalnik, če ne drugega tisti v pralnem stroju. In s tem, da mi računalnike inkorporiramo v naš vsak dan, izboljšujemo svojo kakovost življenja in računalniki nam v najboljšem smislu pomagajo. Seveda obstaja veliko negativnih oziroma delno negativnih posledic, ampak te vse negativne posledice so v bistvu posledica človekovega značaja, ne pa samega računalništva. FRI je mlada fakulteta, ne samo po letih od ustanovitve, ampak tudi po kadru. Tudi način dela se mi zdi zelo sproščen. Bližje smo študentom. Moč fakultete se meri z dosežki njenih zaposlenih in študentov. Študenti imajo vizijo, ki želijo doseči visoke cilje in tudi dobri študenti dvignejo fakulteto. V bistvu naši študentje v tujini dosegajo zavidljive rezultate. Imamo mednarodna tekmovanja, kjer dosegajo najboljša mesta in mislim, da to kar dobro odraža te temeljne, te osnove, ki jih dobimo tle. Ogromno sodelujemo tudi konferenc in tudi naši proizvodi oziroma naši programi se uporabljajo po celem svetu. Univerza v Ljubljani je mednarodno prepoznana univerza, je vedno uvrščena na vse evropske lestvice, se nahaja med 2% najuspešnejših univerz na svetu. Fakulteta mora živeti s srcem in to srce je v ljudeh. FRI mora biti, ali pa vsaka fakulteta mora biti stavba interakcij med učitelji, študenti in ostalimi, da mora biti odprt. In jaz sem zelo za odprte koncepte, zato imam rad odprte pisarne, odprte laboratorije in ljudi, ki hodijo okoli in trčijo drug ob drugega in tam se kakšne nore ideje naredijo. Naš interes je to, da pač izobražujemo kvalitetno in udobno, dobre računalničarje, tako da ta zgradba, ta nova zgradba se meni zdi, da pač predstavlja neko priložnost, da res lahko računalništvo v Sloveniji zaživi tako, kot je treba. Sama stavba je zasnovana kot svetlobni jašek, to pomeni, da imamo na vrhu stekleno streho in svetloba prihaja iz vrha do pritličja in s tem dosežemo dnevno svetlobo v hodnikih. Ta svetloba življenje je to, kar daje naši hiši poseben čar. Postoje razni prostori koji su namijenjeni samo studentima, koji su specijalizovani za to i gdje studenti mogu da jednostavno otvorenih ruku rade na svojim idejama uz pomoć fakulteta. Treba je pač izkoristiti trenutek, ki ga imamo in zrasti na vseh področjih. Sami studenti su jako opušteni i uopšte razgovori o različitim projektima, o novim idejama se stalno događaju, tako da čini mi se da je cijela atmosfera na fakultetu jako prijatna. Če imaš ljudi okrog sebe, s katerimi se lahko zabavaš in hecaš in
tudi nekaj cajta vržeš stran, ne? Nikoli ni vržen res stran ta čas. Tako da važno, da imaš mlad kolektiv in tudi zadnje čase je fajn na Friju, ker ta razmak med pedagoškim osebjem in študenti ni več tako, kot je bil včasih. Ni več tista prepada. Z mentorjem smo v istem prostoru, lahko delamo, se pogovarjamo, se družimo, se skupaj veselimo, gremo skupaj na kakšen dogodek. Res odlično je, zato ker smo res bolj kot v nekem striktno poslovnem odnosu, v nekem takem pristnem odnosu, ki nam omogoča res dosegati odlične rezultate. V bistvu imajo oni to željo sami raziskovati, zato imajo tudi željo naprej dajati to znanje. Zame so pač študenti, ne glede na to, ali jih poučujem, ali so to člani mojega laboratorija, to so sodelavci. Pač, nobene razlike med nami. Ljudi koji se bave računarstvom moraju jednostavno da vole računarstvo i vole da budu kreatori nečega novog i da budu umešani u sve što se dešava oko njih. Obstaja nek rek, da je računalništvo lih toliko v računalnikih, kolikor je astronomija v teleskopih. Mislim, se vsi strinjamo, da je astronomija veliko več, kot pa sam vedel o tem, kako se staviti pa uporabljati teleskop. In isto gre za računalništvo. Študij računalništva je zelo kreativen, v bistvu dovoliti, da lahko res karkoli narediš, od robotov inteligentnih do nekega računalniškega vmesnika. In je v bistvu vse odvisno samo od omejenosti samega sebe. Se pravi, če tam nisi omejen, je vse mogoče. Na naši fakulteti imamo ogromno različnih laboratorijev in vedno se najde nek laboratorij, ki pokriva tisto področje, na katerem študent sam želi delati. Torej, vrata so na naši fakulteti študentom vedno odprta. Zadnja leta smo potegnili nekaj potez, ki se meni zdijo zelo v redu. Torej, povabili smo nekaj podjetij, da študentom konkretno dajo neko študentske izzive, kjer pač študenti ali posamezno ali pa v skupinah pripravijo neke rešitve, ampak rešitve na podlagi problemov, ki dejansko pridejo iz kakšnih konkretnih podjetij iz naše industrije. Lansko leto smo izvedli okrog 90 razvojno-raziskovalnih projektov za tam cirka 40 različnimi podjetji. In to so taki projekti, kjer razvijamo nove tehnologije, preizkušamo stvari, ki so nove na trgu. Tisto, kar podjetja ponavadi sama ne morejo, ker nimajo raziskovalnega kadra. In tukaj mislim, da je zelo pomembna vloga fakultete. Lahko pomaga razvijati inovativne produkte, ki postanejo potem svetovno znanje. Raziskovalno delo je pomembno zaradi napredka.
Brez raziskovalnega dela ne bo napredka. Začne se, da imaš neko idejo morda neke uporabe, aplikacije ali pa morda nekega algoritma, želiš rešiti nek problem, prispevati k izboljšanju nekega stanja v družbi. In potem poiščeš, kakšna je tista pot, ki te vodi do tega cilja. In iskanje te poti se mi zdi zelo kreativen proces. To je v bistvu naše poslanstvo. Naše poslanstvo je, da znanje ne ostaja zaprto v nekem zaprtem krogu, ampak da se prenaša v prakso. Ko si, ne vem, v 5 zjutraj po koncu in ti dejansko nekaj rata in nekaj pogruntaš, nekaj noga, nekaj, kar ni še noben prej pogruntil, je to tako zelo dober občutek. Rad bi komu pomagal. Tako. Rad bi svoje algoritme, ko sem jih razvil, uporabil tako, da bo nekdo na koncu rekel, ej, to je pa v redu, to pa dela. Jaz si želim čim več radovednih študentov, ki bojo tukaj na FRIO, ker nam je zdaj tako všeč stalno. To pomeni do jutranjih ur, pa mi bomo tudi z njimi. Obstaja še ogromno idej in stvari, ki jih bojo v prihodnosti razvili ravno te mladi študentje, ki zdaj prihajajo na fakulteto. Vsi profesorji si želimo imeti dobre študente, ker te le z dobrimi študenti lahko pelješ svojo zgodbo naprej. Jaz mislim, da vsak otrok v osnovi ima tisti čut za računalništvo, tisti, kar ga navdušuje, tisti, ki vzame prvič šraufelciger v roke in razstavi najnovejši računalnik doma, čeprav ga ne bi smel. Kasneje se zgodi to, da imamo nekako občutek, da je računalništvo nekaj zelo specifičnega, recimo učenje nekih aplikacij, ampak je podobnega, ampak računalništvo je mnogo več in mnogo širši pojem in v svojem bistvu še vedno pooseblja tistega otroka v nas, ker nas zanima, kaj lahko vse še naredimo novega.